Na Kriškem polju pri Tržiču prizori, ki jih kmetje ne pomnijo. Ne toča, ne pozeba, pač pa jate vran so v tednu dni uničile pridelek enega največjih pridelovalcev zelenjave pri nas. Škode je po ocenah lastnika za okoli 50 000 evrov. Na kmetiji pravijo, da so ob takšnih napadih popolnoma nemočni. Ministrstvo za kmetijstvo je sicer prižgalo zeleno luč za izredni odstrel, ni pa še jasno, kdaj se bo ta zares začel. Ana Vidic-Kostevc. Peter Jarc nam takole pokaže poškodovano zeljnato polje, le eno izmed mnogih na kar 2 uničenih hektarjih. Krautmann, ki je za na trg bil zrel tam nek kraj konec maja, začetka junija. A zelje lačnih ust ne bo dočakalo. Sadike so si zdaj prilastile vrane. In tako ljudje po njiju zmečejo in pustijo do vedne, potem se ženo matrava, sedeva še enkrat nazaj, prideš čez 2 uri nazaj isto. Na tem robu lovnih površin je težko izvajati sam odvzem iz naravnega okolja in seveda tukaj se ptice dobro počutijo. Pridelava zelenjave je vedno nekako na robu strnjenih naselij, tako da pride velikokrat do tega konflikta med divjadjo, med pticami in med pridelovalci zelenjave. Pretreseni lastnik nam začne pripovedovati, kaj tolikšna izguba pomeni za njegovo družino. To je, ne vem, to je res strah. A ga kmalu ustavijo solze. Kaj ne, tukaj vahtam, začnem še spat na lju, kaj? Na poljih je škode za 50 000 evrov. Kakšna bi šele bila vsota, če bi sadike kupovali in ne sami pridelovali v takšnih rastlinjakih, si ne želi predstavljati. Kot tole od trga, ko imaš večinoma mlade korenine, to je fertik. To je že tudi prevelika sadika, to že zavija, začne oblikovati glavco. Se pravi, se ne da še enkrat posaditi? Ne, god. S to sadiko je zaključen. Mi moramo zagotoviti sobivanje, se pravi sobivanje tako prebivalcev kot kmetov, pridelovalcev zelenjave, kot tudi do neke mere seveda živalskih vrst, ki imajo pač svoj življenjski ciklus. In tisti, ki so za to pristojni, morajo pa seveda številčnost posamezne živalske vrste ustrezno uravnavati. Ministrstvo za kmetijstvo je odobrilo izredni odstrel, a brez določenega datuma. Kot še pove Jarc, pričakuje odškodnino, a ve, da ta ne bo dovolj velika. Pisno so nam na ministrstvu danes pojasnili tudi, da vzpostavljen sistem za povračilo škode razlikuje med škodo od divjadi na lovni površini, za katero je odškodninsko odgovorna tamkajšnja lovska družina, in škodo na nelovnih površinah, za katero je odškodninsko odgovorna država.